Tukaj sva z Iveljano. Pozdravljena, predsednica. Članica društva Beliš s funkcijo predsednice enakovredna vsem ostalim članom. Prosim. Hvala za ta popravek, se v celoti strinjam. Hvala. Okay. Torej, blagoslovi, blagoslavljanja, jaz se na to ne spoznam najboljš, jaz znam kaj narediti, tako kot sem pač danes tudi to pripravil, tukaj sem kar doma s temi rečmi, tudi znam stvari zlagati, povezovati. In Iveljana ima drugo dimenzijo in me nenehno bogati, popravlja in usmerja, in zato sem ti iskreno hvaležen kot partner in mož. V društvu pa potem te stvari seveda tudi priplavajo na dan, tako da iskreno ti hvala. Zdaj pa jaz tebi želim blagoslov pri tem težkem delu, ki ni enostavno, zaradi tega, ker smo si ljudje... Pri blagoslovljenem delu, si hotel reči, ja, to ni težko delo, ampak je blagoslovljeno delo. Ja, ker smo si ljudje precej različni, ampak ravno v tej različnosti mislim, da je prav, da si pomagamo, da se razumemo, ker jaz razumem nekoga, nekdo mene in tako naprej. Tako da, izvoli. Najlepša hvala. Prosim. Ne želim popravljati svojega moža, niti najmanj. Zaradi tega, ker je čudovit in res dela vse perfektno. In zna blagoslavljati zelo dobro. In hvala tebi, Mihael, za tvoje blagoslove. Zakaj sem si izbrala danes naslov blagoslovi blagoslavljanja? Zato, ker je ta teden bilo kar veliko takih dogodkov, ki bi lahko na en način me zagrenili, užalostili. In vendar sem vse te dogodke osebno blagoslovila. In sem bila zato zelo, zelo blagoslovljena. Predvsem sem bila blagoslovljena z mirom, s čistim srcem, z radostjo. In resnično se zavedam, da kadar imamo izzive, kakršnekoli, je od nas odvisno, ali jih bomo sprejeli z ljubeznijo, ali jih bomo sprejeli z jezo, z bolečino, z zamero, z uporniškim duhom. Vse je od nas odvisno. In če bomo sprejeli določen izziv z jezo, bojo naša jetra zelo trpela. In bomo zboleli, slej ko prej. Se poznate tisti rek, na jetra mi greš. In jetra trpijo, ker nekdo ti gre na jetra. Kadar smo preveč žalostni, se naša pljuča užalostijo in nas bolijo, dobesedno nas bolijo. Če sprejmemo bolečino, bolečina vpliva na srce, nas srce boli. Če kaj ne moremo sprejeti, nas želodec boli. In zakaj bi dovolili zunanjim dogodkom, zunanjim ljudem, da nas bi prizadeli, ranili, užalili? Zato je potrebno se zavestno odločiti, da blagoslavljamo najtežje dogodke, ki se nam dogajajo v vsakodnevnem življenju. Tudi Gospod Jezus nas je učil in nas uči, ljubite svoje sovražnike. Delajte jim kaj dobrega, ker potem grejo stran od vas. Nočejo vas videti. Za hrbtom mogoče delajo kaj proti vam. Kujejo zarote, načrte, da bi vas uničili, užalili, prizadeli. In vendar je njihovo početje najbolj škodljivo njim samim, ker to, kar sejejo, žanjejo. Kdor daje blagoslov, je blagoslovljen. Kdor se jezi, je pač jezen in je na drugi frekvenci.
Kdor prizadene bolečino, jo slej ko prej nazaj dobi. Jaz osebno iz svojih lastnih izkustev zelo dobro vem, kaj pomeni biti žalosten, kaj pomeni biti jezen, ker sem se tudi jaz izžila. V svoji knjigi, ki sem jo napisala leta 1995, v juniju 13. od 16. junija do 29. junija, sem celo napisala pesem: Ne bom se jezila, da ne bom svoje duše zasmodila. Ne bom se jezila, da ne bom temi služila. Ne bom se jezila, da ne bom svetlobe prebudila in tako dalje. Jeza ni blagoslov ne za mene, ne za bližnje. Tudi sodba ni blagoslov ne za mene, ne za bližnje. Ko blagoslavljamo svoje sovražnike, se oddaljijo od nas. Mi pa smo v miru in smo zdravi, radostni. Zato vam na srce polagam vsi, ki danes poslušate to temo oziroma ta moj govor. Ljubite svoje sovražnike, z vsem srcem, z vso dušo, z vsem telesom jih ljubite. In ali se bodo spremenili v vaše prijatelje, prišli k vam dali roko in objem, ali pa bodo odšli iz vašega življenja in ko jih boste srečali, se bodo obrnili stran in vas ne bodo niti pogledali in vsako priliko bodo izkoristili, da vas bodo obtoževali ali po časopisih, ali v mislih, ali pri prijateljih in delali sebi škodo in tudi določenim ljudem, ki radi sodijo. Mi pa, če smo v ljubezni, v Božjem miru, smo zaščiteni in brezpogojna ljubezen je kot ščit, kot vojaški ščit, od katerega se vse odbije, kar ni ljubezen. Zato, dragi moji člani Društva za srečno življenje, bodite ljubezen. Vedno, noč in dan. Ne sodite, da ne boste obsojeni. Ne jezite se, da ne boste zboleli. Ne verujte lažem in pastem, ki se širijo okrog nas preko televizije, preko medijev, preko pogovorov, preko časopisov. Ne verjemite. Res ne verjemite. Zato, ker če boste verjeli, se boste zagrenili. In vaše življenje ne bo radost. In glede na to, da smo člani Društva za radost, za srečo, za brezpogojno ljubezen, je zelo modro, da to živimo tudi v praksi. Jaz osebno sem res ta teden imela kar nekaj izzivov in vendar je moja duša ostala srečna, moje srce mirno in tukaj sem pred vami s temo blagoslovi blagoslavljanja. Blagoslavljajmo našo državo, politiko, ministre, blagoslavljajmo jih. To ne pomeni, da se z njimi strinjamo. To ne pomeni, da ne bomo z ljubeznijo govorili resnice. Bomo, na glas, vedno bolj, vedno več nas je, ko govorimo z ljubeznijo resnico, ker resnica nas osvobaja. Ponižnost pred resnico nas osvobaja. Ne ponižnost pred odloki, zakoni, ponižnost pred pravo resnico. Resnica? Kaj je resnica? Imamo več vrst resnic. Zemeljsko resnico, pa Božjo resnico. In Božja resnica ni zemeljska resnica.
Marsikdo, ki živi Božjo resnico, je v očeh ljudeh, ki ne živijo Božje resnice, fanatik, mogoče malo za v bolnico, ga ne razumejo. Za Božji narod, za tisti narod, ki pozna Božjo resnico, ki jo živi, pa ima sočutje do vseh tistih ljudi, ki še ne poznajo Božje resnice, ki bi jih osvobodila, ki so še v zemeljskem peklu, kot sem bila jaz pred leti. Predolgo sem bila v zemeljskem peklu, ker sem sodila, se jezila. In za vse to mi je zelo, zelo žal. Obžalujem za vsako misel, ki ni bila ljubeča, za vsako dejanje, ki ni bilo srčno. Res mi je žal. Zakaj? Zato, ker sem sebe najprej prizadela in mogoče tudi te ljudi, če niso bili zaščiteni z brezpogojno ljubeznijo. Zato, ko se odločimo res za brezpogojno ljubezen, takrat se naše življenje bogati, spreminja in vplivamo ljubeče tudi na naše prijatelje, na naše okolje, na naravo, na živali, na rastline, na vse, tudi na pridelke. In več, ko nas bo, ki bomo rekli da brezpogojni ljubezni, prej bo vsa ta tema slovenska se spremenila v luč, se spremenila v ljubezen in v modrost. Glede na to, da smo danes dali častni naziv, častno članstvo trojedinemu Bogu, Očetu, Sinu in Svetemu Duhu, si bom dovolila, da bom prebrala Jezusov govor na gori. Matej 5. poglavje od 1. do 12. vrstice iz Svetega pisma. Ko je Gospod Jezus zagledal množice, se je povzpel na goro. Sedel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Spregovoril je in jih učil. Blagor ubogim v duhu, ker njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor krotkim, ker bodo deželo podedovali. Blagor lačnim in žejnim pravice, ker bodo nasičeni. Blagor usmiljenim, ker bodo usmiljene dosegli. Blagor čistim v srcu, ker bodo Boga gledali. Blagor tistim, ki delajo za mir, ker bodo postali Božji otroci. Blagor tistim, ki so zaradi pravice preganjeni, ker njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse grdo o vas lažnivo govorili. Veselite se in briskajte, ker je vaše plačilo v nebesih veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami. Zelo čudovit govor na gori in toplo vam priporočam, da si ga večkrat preberete. Matej 5. poglavje od 1. do 12. vrstice. Blagor čistim v srcu, ker bodo Boga gledali. Kaj to pomeni? Blagor čistim v srcu, ker bodo Boga gledali. Čisto srce je v bistvu brezmadežno srce. Čisto srce nima sodbe, nima jeze, nima zamere. Prvi Korinčani 13. poglavje
govori o ljubezni. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva, ni nevoščljiva. Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, se ne da razdražiti, ne misli hudega, ne veseli se krivice, veseli se pa resnice, vse upraviči, vse veruje, vse upa, vse prenese, ljubezen nikoli ne mine. To je vodilo v moji knjigi Iz pekla v raj iz leta 95, 1. Korinčani, 13. poglavje. In tudi v mojem življenju se trudim, da živim z brezpogojno ljubeznijo. Imela sem res težko preizkušnjo, o kateri danes ne bom nič govorila, hvala Bogu, ampak sem uspela sebi in vsem odpustiti, da je moje srce spet čisto, radostno in da se lahko ponovno s srcem in čisto smejim. To ne pomeni, da sem pozabila. Ne, sem pa odpustila. Sem blagoslovila. In ker sem blagoslovila, sem tudi jaz blagoslovljena. In, dragi moji člani Društva za srečno življenje, odpustite sebi in vsem, komurkoli, karkoli vam je hudega storil, rekel, naredil, odpustite, da boste srečni in da bomo skupaj skupnost srečnih, radostnih, belih otrok. Hvala lepa za današnjo pozornost in z ljubeznijo zmagujmo še naprej. Hvala lepa.